Pozdravljeni! Čas je za nogomet. Sliko smo v Ajdovščini, kjer se bo kmalu začela zadnja tekma 26. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku Ajdovščina se bodo pomerili nogometaši domačega Primorja in Aluminija. Jasno, kot vsaka druga je tudi ta prvenstvena preizkušnja zelo pomembna za ene in druge, ampak še precej bolj za Ajdovce. Verjamem, da so se varovanci Bessoneja tudi razveselili današnjega poraza Kopra. Koderman pa zdaj pri žogi. Dober strel Vida Kodermana. Ostra podaja pred vrata, priložnost za Ajdovce. Kočarja. Sandro Jovanović pred vrata. Kidričani so se obranili, Ficko pošilja žogo znova pred vrata. Jovanović. Sandro Jovanović, tole je zanimivo, Klemenčič do strela. Tilen Klemenčič ni bil dovolj natančen, da bi Primorje povedlo. Strajnar. Dober napad Primorja po levi strani, Strajnar. Haris Kadrić, Kadrić. Dober strel, ampak Matjaž Rozman je imel dovolj časa za reakcijo. Napaka uradnega napovedovalca. Tole je zdaj lepa nevarna akcija za Primorje. Ficko. Jon Ficko do strela. Iz ozadja še Bešir, Žan Bešir in gol! Žan Bešir, 37. minuta. Potek strela, samo nameščanje tega mislim, da ni napovedovalo. Vsem je vzel sapo Žan Bešir, njegov 4. gol v letošnji sezoni. Na drugi zaporedni tekmi zadeva Žan Bešir. Primorje do super pomembnega gola in dvigujejo se delnice Ajdovcev v preživetvenem boju. Tu je Tonči Žlogar, ki je za krmilo sedel v alarmantnih okoliščinah. Mutovčič je žogo peljal proti sredini, strel Ficka ni uspel, na to pa Žan Bešir. Vselej za Gašperja Petka. Nova lepa priložnost do strela. Žan Bešir, očitno je vroč danes. Zelo rad ima ljubljanski strateg to besedno zvezo. Lepo Haris Kadrić proti Ficku, ki mu je žogo fantastično vrnil. Haris Kadrić, tudi Murillo ga čaka na oddaljenejši vratnici. Dobra zamisel Harisa Kadrića, ki še prihaja do žoge. Ficko, Murillo prepušča Raku. Mimo vrat, Niko Rak. Vrbanec jih je recimo tudi odigral že več kot 200. Podaja proti Murillu, Roger Murillo, Haris Kadrić iz ozadja. Kdo bo tu najspretnejši? Vendarle nogometaši Aluminija. Krasna priložnost za Primorce, da bi prišli do lepe prednosti. Še do žoge Murillo. Melentijević na levo, Strajnar. Mark Strajnar pošilja žogo naprej, Niko Rak, brani Rozman. Sijajno posredovanje Matjaža Rozmana. V prvi ligi, 28. tekma sicer zanj. Mark Strajnar bi težko podal bolje kot na pladnju za Nika Raka. Reakcija Srba je povedala vse, tako se je prijel za glavo. Podaja proti bližnji vratnici. Znova je nevarno. Ajdovci vztrajajo z veliko napadalne ambicioznosti. Zdaj pa napaka zadaj. Bamba Suso želi to izkoristiti. Bamba Suso. Zaustavil se Suso. Kdo bi razumel, zakaj ni streljal, in potem brez zaključnega strela še se bori Jagič, pa Feta. Mimo vrat Feta. Nerazumljiva poteza Susa, ki bi moral streljati. Izvrsten začetek tega drugega polčasa.
divjanje, gor, dol, poglejmo zdaj še enkrat tisto akcijo Primorja. Tu bi, mislim, da Roger Murillo žogo poslal v mrežo, če ga ne bi zmotil Haris Kadrić. Ali pa je vendarle Kolumbijec zgrešil žogo, težko je oceniti. V vsakem primeru mislim, da mu ni bilo pogodu, da je bil Haris Kadrić tik ob njem. Ni bilo pravega zamaha, ampak v vsakem primeru bi lahko Murillo bolje odreagiral. Na to pa jasno še priložnost Aluminija. Tu je zdaj Haris Kadrić. Haris Kadrić, dobra podaja. Ostaja pri rezultatu začetka drugega polčasa. Sandro Jovanović je sprožil slabšo desnico. Začetne ideje še ne dotika. Tilen Klemenčič. Niko Rak, dobra podaja. Haris Kadrić. Mimo. Nova lepa priložnost za Ajdovce. Velika napaka, tu je Haris Kadrić. Haris Kadrić ni izkoristil, ni odprl tega darila, ki mu ga je pripravila obramba Aluminija. Vid Koderman. Tomislav Jagić, dobro Jagić za Sajtovskega. Sajtovski. Pampa Suso je bil pred praznimi vrati, toda žoga ni prišla mimo Mohorovića. Dobra minuta samo je še ostala do konca tega srečanja. Dobro, Margulić, Jermol gre naprej, spredaj ga čaka Luka Štor. Ali lahko delo Štor postori sam? Luka Štor počakal je na pomoč. Tole krasna priložnost in gol Žana Beširja. 92. minuta, 3 točke bodo ostale doma. Žan Bešir nadaljuje s plenilskim pohodom, strelsko renesanso. Njegov 3. gol na zadnjih 2 tekmah. Primorje bo prišlo do 6. prvenstvene zmage v tej sezoni in se po točkah poravnalo z Muro. Dobra poteza Štora, čeprav se je zdelo, da lahko tudi sam opravi kaj konkretnega v tem napadu. Je počakal na pomoč soigralcev, res imenitno je poiskal Žana Beširja, ki je poiskal vrzel in premagal Matjaža Rozmana. Vid Koderman, v drugem polčasu ste dolgo lovili gol za izenačenje, ni vam uspelo. Kaj je po vašem mnenju razlog? Bili smo nekako konkretni v duelih, nismo bili pravi. Ne bom preveč govoril, emocije so visoke, tako da mislim, da moramo narediti dobro analizo in pogledati, kaj je šlo narobe. Ste pa res v zelo strnjenem sporedu tekem. Koliko se recimo danes poznala utrujenost? Pa mislim, da so strokovne štabu dobro kompenzirali treninge, tako da sam na sebi nisem počutil nekšne utrujenosti, tako da mislim, da smo bili pripravljeni, bilo je samo v izvedbi. Jure Arsić, morda danes od prve minute nekoliko pasiven pristop, v drugem polčasu pa ste prevzeli iniciativo, iskali ta gol za izenačenje. Kaj je morda zmanjkalo? Pa ja, danes smo šli v neki taki mini eksperiment, bom rekel, z nekimi rotacijami. Smo se žal verjetno malo ušteli, kajti nismo uspeli v prvi bojni liniji ustvariti želene agresije, ki nas krasi. Posledično je Primorje dobilo nekaj več možnosti za rast, za izgradnjo. V drugem polčasu smo to spremenili, je bilo dosti boljše, ampak imeli smo res dobre situacije, ki pa jih žal danes nismo materializirali. Menim tudi celo, da bi, sicer ne komentiram sojanje, ampak menim, da smo danes sigurno bili oškodovani, vsaj za 11 metrovko. Nijamo kaj, gremo naprej, treba strniti glave, nova tekma nas čaka že v petek in dobro se zanalizirati, pripraviti in proti Mariboru biti na nivoju. Lahko morda malce bolj konkretno spregovorite v primeru, kje bi morala biti 11 metrovka? Ne vem, sicer moram situacijo pogledati podrobno, ampak zdaj prvi vtis, ki sem ga pogledal med samo tekmo, situacija Sajtovski in pa seveda tisti drugi, mogoče Roka, tisto ne vem, zdelo se mi je dosti sumljivo, glede na kriterij, ki ga videvamo trenutno na naših zelenicah.
V bistvu pa odkrito povem, da sploh več ne vem. Ne poznam, mislim, da ne poznam več nogometnih pravil. Tonči Žlogar, iskrene čestitke za zmago ob vašem debiju na klopi Primorja. Že takoj na začetku se je videl kar izrazit rokopis z vaše strani. Spremenili ste tudi formacijo 4-4-2 v 5-3-2. Verjetno ste zelo zadovoljni z odnosom in tudi z izvedbo. Ja, najprej hvala za čestitke. Sem seveda zelo zadovoljen z zmago. Zadovoljen sem s predstavo nogometašev. Mislim, da so to si fantje zaslužili. Cel teden smo dobro trenirali. Mislim, sigurno bom rekel, ko pride nov trener, neke določene spremembe se dogodijo, ampak na koncu šteje rezultat, pomembna zmaga v boju za obstanek. Vesel sem seveda največ zaradi fantov, da so lahko s tem povrnili svojo samozavest. Vesel sem zaradi navijačev in tudi na koncu koncev dobra predstava in tudi mreža, ki nismo prejeli zadetka. Katerim elementom se recimo še morate posvetiti v naslednjih tednih? Pa ne, mi sigurno imamo še ogromno rezerve. Danes, če bi ocenjeval po tekmi, sami bi rekel, sigurno v realizaciji moramo biti bistveno boljši. Take tekme so lahko zelo nevarne, da si priigraš toliko priložnosti in bom rekel tudi iz tega si nasprotnik lahko te kaznuje. Danes na našo srečo nas ni in mislim, da bo boljša mogoče igra za naprej, ko prebijemo to prvo obrambno linijo, ampak to so stvari, na katerih bomo delali. Trener Aluminija Jure Arsič se je po tekmi obregnil ob dve situaciji v vašem kazanskem prostoru. Vaš odziv na ta komentar? Ja, ne vem zdaj točno na kateri dve situacije je mislil. Mislim, da imamo kakorkoli sodnik, tudi če neke situacije ne vidi, ima VAR. Tako da v bistvu nimam nekega komentarja na to. Meni, vsaj z mojega zornega kota, se mi ni zdelo nič sporno. V naslednjem krogu boste gostovali v Celju. Morda računate tudi na utrujenost grofov, ki bodo potovali v Atene? Pa dobro, ne računamo zdaj ekstra na njihovo utrujenost, ker imajo zelo širok kader, kvaliteten kader, tako da mi se moramo pripraviti na tekmo, ko smo se na to, dati svoj maksimum, biti maksimalni in vsaka tekma je priložnost, da osvojiš točko ali tri in s tem namenom gremo tudi v Celje. Žan Bešir, iskrene čestitke za zmago. Vi ste danes glavni junak, 2 gola ste dosegli. Kar nekakšno strelsko renesanso doživljate, kaj ne? Pa ja, jaz sem dal 2 gola, ampak mislim, da je danes ekipa tista od prvega do zadnjega, ki je pokazala prav energijo, prav karakter. Tako da zahvala gre od prvega do zadnjega vsakemu igralcu in to je pol sam moja pač pika na i nekako in tako da ja, sem vesel za 2 gola. Že danes smo videli veliko novosti, ki jih je vnesel nov trener, sprememba formacije iz 4-4-2 v 5-3-2. Kakšen je bil sam občutek na igrišču, kako se recimo razlikujejo vaše naloge in pa sam pristop? Pa ja, sigurno je nekaj sprememb, ampak smo nogometaši, profesionalci, moramo se hitro adaptirati. Na koncu je nogomet vseeno 10/10 se igra. Mislim, da je vsak pokazal razumevanje v igri in mislim, da bo tudi skozi vsako tekmo boljše. Bilo je nekaj napak, ki jih moramo popraviti sigurno, ampak verjamem, kot sem rekel, da bo vsako tekmo boljše in boljše. Boste v naslednjih krogih podrobno spremljali tudi obračune Mure? Pa sigurno, spremljamo i tako vsako tekmo, ne samo Muro, tako da, ampak ja, realnost je taka, da moramo njih gledati in spremljati njihove rezultate, tako da bomo ja.